V Pomurskem dnevniku Damir Čontala spregovoril tudi o žvižgih. Evropski parlament sprejel nove predpise. Ukrepi za učinkovitejši odziv na zdravstvene krize. Svetovni dan učiteljev. Vreme jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V našem televizijskem studiu je včeraj na pogovoru gostoval trener nogometne šole Mura Damir Čontala. Spregovoril je o aktualnih temah, spremembah v ekipi in visokih pričakovanjih navijačev. Dotaknil pa se je tudi žvižgov, ki jih je deležen iz tribun. Poglejmo si nekaj izsekov iz pogovora. Mura je na zadnji tekmi v Domžalah remizirala, a je bila ekipa precej spremenjena. Pristaše Mure je najbolj zanimalo, zakaj sta manjkala Matko Obradović in Nik Lorbek. Status Matka Obradovića je takšen, kot sem že povedal tudi za druge medije. To pomeni, on mora rešiti status najprej z vodstvom kluba. Da, ko bo to urejeno, če bo urejeno, potem bo v planih za ekipo. Nik Lorbek je pa bil moja odločitev za to tekmo, da ni bil v kadru med 20. Po besedah trenerja črno-belih nihče v klubu ni zadovoljen s trenutnim točkovnim izplenom. Vsi si želijo več. Se pa po mnenju Čontale vse skupaj prikazuje bolj grozno, kot je. Mora še vedno peta, ampak to ni noben izgovor, da za naše slabše predstave oziroma za manj točk je pa neko dodatno breme, dodaten pritisk, ki se ustvarja konstantno na ekipo, vsekakor ne pomaga pri tem, da bi se ekipa dvignila. Ekipa vsekakor rabi predvsem podporo in če bom primerjal določene tekme, bi se predvsem vrnil na ono domačo tekmo z Domžalami, kjer smo prav tako zaostajali 3-1, odigrali odlično. V začetku tekme bili dominantni, imeli poleg vodstva še prečko, zastreljeno 11 metrovko, ampak zopet v nekih individualnih napakah vrnili nasprotnika v igro oziroma mu celo dovolili vodstvo, ampak gledalci so na tisti tekmi bili res pravi. To so igralci čutili ves čas, tudi v polčasu, ko smo zapuščali igrišče, zaostajali s 3-1, je bilo čutiti pozitivno energijo in ta pozitivna energija se je prenesla na ekipo. Ekipa je to čutila in posledično je čutila to neko podporo, ki nas je potem v drugem polčasu vrnila, nosila do tega, da smo naredili preobrat, medtem ko na nekaterih drugih tekmah ni bilo čutiti take energije. Nikakor se to ne sme zameriti gledalcem. Gledalci so čustveni, imajo vedno pravico do svojega mnenja, ampak v tem trenutku bi potem, ko so trenutki težki na igrišču, ko rabiš neko dodatno energijo, so oni tisti, ki nas lahko dostikrat tudi izvlečajo in pomagajo. Ob tem se je trener Mure moral v zadnjih tednih soočati tudi z žvižgi iz tribun. Vsaki žvižgi povzročijo določene dvome o tem, kar delaš, če je to vredno delati, če je vredno biti izpostavljen pod nekim konstantnim pritiskom. O tem sem se pogovarjal tudi s sodelavci, z vodstvom kluba. Tudi vsi vztrajamo na začrtani poti. Vemo, da delamo dobro, vemo, da delamo pravilno, vemo, da bo vso to delo nagrajeno. Smo strpni v tem, vsekakor pa bo prihajajoči čas, prihajajoče tekme, ta čas, kjer bo potrebno narediti neko pozitivno serijo, da se pomaknemo po lestvici navzgor, da se približamo vodilnim ekipam. Sam se z žvižgi čim manj obremenjujem. Vseeno vem, da ne prihaja od vseh, da prihaja od dela občinstva, da številni podpirajo vse, kar se v klubu oziroma okrog njega dogaja, da podpirajo delo. Nenazadnje tudi ogromno pozitivnih odzivov, sporočil po kakšnih srečanjih na stadionu, okrog stadiona in to daje dodatno energijo. Evropski parlament je včeraj sprejel nove predpise, po katerih bo USB-C postal standardni polnilni kabel za male elektronske naprave do konca leta 2024.
Parlament si za univerzalni polnilnik za prenosne naprave prizadeva že več kot 10 let. Nekatera podjetja so prispevala k zmanjšanju števila različnih polnilnikov, a to ni zadostovalo za doseganje ciljev Evropske unije glede zmanjševanja e-odpadkov. Evropska komisija je predstavila predlog univerzalnega polnilnika septembra 2021, parlament pa ga je včeraj uradno odobril. Ko ga uradno potrdi še svet, bodo imele države Evropske unije 2 leti, da predpise vpeljejo v nacionalno zakonodajo. Novi predpisi se nanašajo na mobilne telefone, tablice, digitalne kamere, slušalke, prenosne zvočnike, igralne konzole, miške in tipkovnice. Evropski poslanci so v Štrasburu potrdili ukrepe, ki bodo okrepili zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje in nadzor izbruhov nalezljivih bolezni ter obvladovanje čezmejnih zdravstvenih ogroženj. Med drugim prinašajo jasnejša pravila za skupno naročanje zdravil in medicinskih pripomočkov. Gre za prvi sveženj ukrepov pri oblikovanju Evropske zdravstvene unije, ki temeljijo na izkušnjah pridobljenih med pandemijo COVID-19, poudarjajo v Evropskem parlamentu. Poslanci so podprli dogovor dosežen s Svetom EU o krepitvi mandata Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Cilj nove zakonodaje je okrepiti zmogljivosti Evropske unije za preprečevanje izbruhov nalezljivih bolezni, pripravo nanje in njihovo obvladovanje. V razpravi je sodelovala tudi evropska poslanka iz Slovenije Irena Joveva. Pred 2 letoma smo vsi prejeli jasno opozorilo, ki je pokazalo tudi, kako zelo ranljive so posamezne države pri boju proti krizam takšnih razsežnosti. Obvladovanje čezmejnih groženj in nevarnosti javnemu zdravju je odvisno od seveda številnih dejavnikov. Prvi je okrepitev mandata Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Njegovo uspešno delovanje bo odvisno tudi od digitalizacije zbiranja podatkov in njihove obdelave, pri čemer mora biti zagotovljena tudi ustrezna varnost. Kakovost zdravljenja in dostopnost do zdravil medtem ne smeta biti odvisna od države, iz katere prihajaš. Zato potrebujemo enotne standarde in njihovo zagotavljanje, morda celo skupno javno naročanje zdravstvenih izdelkov prek agencije EMA. Najpomembnejše je, da imamo vzpostavljen učinkovit zdravstveni sistem, ker nihče od nas ne pozna prihodnosti. Zdravje pa je, kot rečeno, temelj vsega. Danes je svetovni dan učiteljev, ki ga letos obeležujemo že 29. leto zapored in je dan, ko bi se morali spomniti pomembnosti in zahtevnosti dela, ki ga opravljajo. Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta na mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi. Takrat so se spomnili na isti datum leta 1966, ko je na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije dela bil sprejet dokument o položaju učiteljev. Letošnje obeleževanje svetovnega dneva učiteljev poteka pod geslom Preobrazba izobraževanja samo z učiteljicami in učitelji. Geslo je povezano z nedavno situacijo, ko je bilo po svetu v ospredju učenje na daljavo. Svetovni dan učiteljev obeležujejo tudi na pomurskih osnovnih in srednjih šolah. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 11, v Lendavi in Murski Soboti 12 ter Radencih 11 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goričkem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji v Murski Soboti in Mariboru do 10, dnevne pa tudi čez 20. V petek in soboto bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo še naprej dokaj toplo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 10 do 11, čez dan pa do 22 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvidea.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.